Jaz sem Hana in sem študentka športnica. Študiram geografijo pa zgodovino, sem dvopredmetna študentka, drugi letnik magisterija, pedagoška smer. Kako preživljam prosti čas? Ko ga ostane, oziroma ko si ga naredim, ga najraje preživim s svojimi domačimi. Ati, mami, sestra, fant, da gremo kam ven skupaj na sprehod, da gremo na kako kavo. Tak rada preživljam prosti čas. Zunaj v naravi. Ukvarjam se z atletiko, mečem disk, to mi je prva disciplina, primarna disciplina. Za potrebe kluba še kroglo suvam poleg. Primarna disciplina med diska. Kako dolgo že atletiko treniram? Atletiko sem začela trenirati leta 2014, ampak na disk sem šla 2017, tako da dajmo to na hitro izračunati, zdaj bo 8. leto, kar treniram disk. Atletika me je navdušila zato, ker sem mogla probati nekaj novega. Prej sem bila v plesu zelo dolgo časa in sem rekla, pa gremo probati atletiko, ker me je povabila ena trenerka iz regijskega tekmovanja in je rekla, daj pridi ti k nam september pogledati. Ok, prijem pogledati. Sem bila v atletski šoli najprej, pa me je hitro potegnil k sebi trener za skok s palcem. Pa sem skok s palcem trenirala 2 leti. Pa me je potegnil drug trener za mete, moj prvi trener, in je rekel, daj pridi probati kopije. Pa smo ugotovili, da kopije ne gre, pa je rekel, daj gremo probati disk. Pa smo probala disk, pa sem tukaj ostala. Tako da jaz bi rekla, da me je pritegnala glih ta trenerka, ki me je povabila k atletiki. Pa sem bila pol pri tem prvem trenerju s palco, pa sem bila pri prvem trenerju za mete, zdaj pa sem že 4 leta sodelujem s trenerjem, ki res mu gre vse zahvaljeno. Mi smo izredno športna familija, že od začetka, ne. Hvala ati, hvala mami, da sta mi omogočila vse to. Plesala sem prej, ampak sem vedno smučam že od 3. leta naprej. Tudi ekipni športi mi niso tuji, vedno sem se udeleževala teh košarka, pa odbojka, pa med dvema ognjema in to. Tako da jaz sem športnica že od samega začetka. Bi pa rekla, da ja, starši, da so me k temu pritegnali, da so me pritegnali k temu športu in to, no. Ne, nikoli nisem imela ciljev, ki so bili povezani s športom. Je pa nekaj, kar ni povezan s športom. Moj cilj je bil od 6. razreda naprej, da bom jaz učiteljica geografije in zgodovine. In to se bo dejansko uresničilo zdaj. Tako da bi rekla, da to je edini cilj, ki je tak, da sem si ga zastavila. Je pa definitivno tekom športa, ko se začneš ukvarjati. Meni cilj niso bile nikoli olimpijske igre, zaradi tega, ker vem, koliko je to nekega odrekanja in res moraš čisto vse podrediti temu. Sem si pa ustvarila tekom športne poti druge cilje, ampak primarni cilj pa ni povezan s športom. Ne, definitivno ne. Ati, mami, Eva bom rekla, se pravi, ati, mami pa sestra od samega začetka. Pol pa, ko začneš sodelovati s trenerjem, pa z ekipo, kljub temu, da sem v individualnem športu, je ekipa zelo velik, ker te ženejo na treningih naprej. Tudi ti mali, ko z mano trenirajo, sem zelo vesela za njih, ne, da jih imam, da se ženemo drug drugega na treningih. V privat življenju so to definitivno starši pa družina, tudi fant, res me podpira, čisto na vsako tekmo pride, pa prijatelji. Imam eno kolegico, ki pride čisto na vsako tekmo, pa kolege, ki jih poznaš iz atletike, ampak pol, ko pa si na tekmi pa to, ti je pa ekipa, pa trener največji suport, ne. In mogoče na trenutke je to tako malo težko ločevati med sabo, to podporo od doma, pa podporo strani trenerja, ampak sem zelo vesela, kako podporo imam trenutno v športu, ker eni športniki nimajo te sreče, da jih doma toliko podpirajo in nimajo take sreče s trenerji, kot jo imam jaz. Ja, res je, zdaj zaključujem svojo študijsko pot že in od samega začetka jaz treniram tudi. Imam status, ki mi sicer ne bom rekla, da mi ful koristi, ker sem ga uporabila 2-krat, pa še to vedno rada povem, da samo enkrat uspešno, ker enkrat se pač ni uspelo dogovoriti s tem. Ampak jaz zagovarjam, da je ful pomembno, da se ti organiziraš. Časovna organiziranost je pač nekaj najpomembnejšega, kar lahko imaš kot športnik. In tudi it's not about having time, it's about making it. Tako da se časovno organiziraš, pa da si discipliniran,
pa ti gre vse skozi. Na vsa predavanja sem šla, skoraj na vsa predavanja, vse seminarske vaje, terenske vaje, nikoli se nisem probala zaradi treninga izogniti temu, sem pač prilagodila dan šolskim obveznostim, ne, pa sem šla potem na trening, a ne. Šport nikoli mi ni predstavljal samo tekmovanje, sem izjemno tekmovalna oseba, verjemite, da nočete z mano unota špilati ali pa activity ali pa karkoli od tega. Tudi ta rok, ki se ga zdaj učim, nočete tega igrati, ampak nikoli ni bil šport samo tekmovalna stvar. Šport je nekaj tako lepega, da ti disciplino, da ti organiziranost, da ti prijatelje, da ti veliko nauka tudi za življenje naprej, da ti delavnost in to je smisel športa, no. Da se ti povežeš skozi nekaj, kar imaš rad z drugimi osebami. Spoznaš toliko novega enega folka, toliko novih osebnosti, take izkušnje daš skozi, ko mogoče nekdo, ki ni športnik, jih ne daš. Tako da, če lahko zaključim, šport meni nikoli ni samo tekmovalnost, nikoli ni samo tista medalja, nikoli ni samo uvrstitev na Evropsko prvenstvo, ampak je še vsa izkušnja, ki pride zraven, ne. To je tako zelo težko vprašanje, kaj ti zmaga pomeni. Kot športniku eni bi rekli, zmaga mi pomeni osebni rekord in zlata medalja, pomeni mi uvrstitev. Meni zmaga pomeni samo to, da bodo moji dosežki nekje vidni, da ves trud, ves čas, ki sem ga vložila za to, vsi živci, da bojo vidni nekje. In se mi zdi, da tudi kak odtis ti pustiš na ljudeh, tudi to je zmaga. Zmaga v smislu tega, da ti kot športnik, da ti kot oseba pustiš neko dobro stvar na nekom. Da mogoče nekoga navdušiš nad svojim športom. Da ti nekomu, ki je mlajši od tebe, da mu pomagaš pri športu, a ne? Da si mu navdih. To je za mene zmaga. Ker, ja, res je, medalje ti ostanejo. Rekordi ti ne ostanejo, medalje ti fizično ostane, a ne? Ampak to, kar pa ti pustiš na ljudeh, to pa se mi zdi, da je večno pač. Nek vtis in to. Najbolj sem hvaležna za ljudi, ki sem jih spoznala, navezala prijateljstva, ne samo dobre stvari, pridejo tudi slabe stvari, a ne. Trkam na vse možne lese tule v dvorani, nisem velikokrat bila poškodovana. Takrat pa, ko sem bila, sem zelo hvaležna za podporo strani trenerja, strani ekipe, strani družine. To bi tako rekla, da sem najbolj hvaležna za ljudi, ki sem jih spoznala, pa za izkušnje, ki sem jih pridobila s vsem tem. Definitivno sem najbolj ponosna na vse uvrstitve na Evropska prvenstva, ne. Manjka mi še uvrstitev na člansko Evropsko prvenstvo. Bila sem na vseh mlajših kategorijah, se pravi U18, pa dvakrat U20, pa dvakrat U23. Ker imam glih to srečo, da imam liho letnico rojstva in glih lahko prideš dvakrat na vsa ta prvenstva. Večkratni naslov državne pokalne prvakinje, članske prvakinje. Na balkanskem prvenstvu sem bila 6. Tako, pa te uvrstitve na te mitinge, te malo sicer ne tako kot diamantna liga, boh ne, ti rabiš veliko boljše rezultate, ampak na te mednarodne mitinge, pa na ta evropska prvenstva. Na to sem zelo ponosna, no. Okej, da najprej rečemo za šport. Rada bi zaključila s svojim športom takrat, ko se mi ne zameri. Se pravi, on my own terms, se pravi, takrat, ko bom jaz želela, takrat bom jaz zaključila. In z nekim dobrim rezultatom, z neko dobro popotnico, da lahko tisto zadnjo piko na poglavju naredim. To mi je želja, se pravi pač in tudi v naslednjih sezonah pač, da pridem do magične meje 60 metrov. Zdi se mi tudi dosegljiv državni rekord, ki je trenutno 60:11. Definitivno je to težko dosežiti, ko še študiraš redno. Za življenje, ja, uspešno napisati 2 magisterija, se zaposliti. Res bi rada dobila v svojem pač poklicu, se pravi, neko poučevanje je to. Pa tudi na koncu koncev, da bom zdrava, da ostane vse brez poškodb in to. In to bi rekla. Se pravi, da zaključim na svojih takrat, ko želim. Da uspešno končam zdaj študij in da pač ostanem zdrava brez poškodb. Ja, nasmejala sem se ob tem vprašanju glih zato, ker moja ekipa je dosti mlada, ne. Samo 2 smo, ki smo toliko stara, no. In mojim ta malim vedno rečem pač, ne se sekirati toliko, ker
si v metu, ne, pač to je tehnična disciplina. En trening bo super vrhunski, priješ naslednji dan, bo tak poraz, da joj, a ne. Ne smeš se sekirati, čeprav tudi veliko nas je perfekcionistov, veliko športnikov nas je perfekcionistov, ampak dajte uživati, probite, pejte, riskirajte, imejte se fajn na treningih, to je moje. Imej se fajn na treningu, tudi če ni najboljši, imaš ekipo, ki te s seboj potegne, imaš trenerja, ki te s seboj potegne. Imej se fajn, pa ne preveč razmišljati, ko greš v met. To vedno rečem svojim malim, ne se sekirati, če kak met ne bo uspel, ker imaš še 100 treningov, ko pa pol bo prišlo do tega, da ti rata. Tako da ne se sekirati preveč.